7x7, 49, 2x8, 16, 5x6. 30. Dovolj bo, Jakob, hvala. Ja. Takole, lep pozdrav. Mnogi me sprašujejo, kaj nekaj počnem sedaj v karanteni. Ja, kot vidite, se z Jakobom veliko učimo. Predvsem v dopoldanskem času. Sedaj sem jaz prevzel to vlogo, ki jo je prej v normalnih časih imela žena. Potem popoldne pa se seveda zamenjava in jaz delam treninge seveda še zmeraj v naravi, ampak v skladu z vsemi odloki, priporočili, skratka skrbim tako, da ne ogrožam ne sebe, ne drugih pri tem početju. Ostane mi pa še vseeno nekaj časa, ki ga prej nisem imel, in tako sedaj ta čas namenjam raznim vajam, ki so za moč, za gibljivost, in pa tudi posvečam veliko časa regeneraciji, ki je tudi ključen del treninga. Za danes sem vam pripravil eden test, da boste ugotovili, ali je vaš gleženj dovolj gibljiv. Pri tekačih, zlasti takšnih, ki veliko tečemo v naravi, je seveda gibljivost gležnja zelo pomembna, zato ker se mora noga ves čas prilagajati terenu, ki vemo, kakšen v naravi je. Gre za naklone, gre za teren, ki se ves čas spreminja, in da boste ugotovili, ali vaša mobilnost gležnja ustreza, vam bom pokazal naslednji test, s katerim to ugotovite. Kot rečeno, vam bom pokazal danes eno vajo, s katero preizkusite, kako je vaš gleženj gibljiv. Potrebujete eno ravno steno. Od stene mora biti palec na nogi oddaljen za peščico plus iztegnjen palec, torej štoparji. Tako, to je približno 15 cm. Bliže, kot je stena, seveda lažje boste vajo naredili, tako da je fino, da ste res mogoče oddaljeni za to dolžino. Drugo nogo položimo takole, da naredimo pravi kot, in potem vse, kar naredite, samo da greste takole naprej in se s kolenom dotaknete zidu, ne da bi dvignili peto iz tal. Torej, če vam to uspe, potem je vaš gleženj dovolj gibljiv. Vaja torej ni uspešna, če boste takole dvignili peto. Če bo peta ostala na tleh, je vaš gleženj dovolj gibljiv. Torej, enako ponovimo še za drugo nogo. Poskusimo tako. Tudi na desni nogi je gleženj dovolj gibljiv. Če se slučajno zgodi, da se ne bi s kolenom mogli dotakniti stene, potem si lahko na spletni strani poiščete, je veliko tega, kako popravimo gibljivost našega gležnja. Seveda nekaj teh vaj tudi na moji spletni strani www.ultrarobert.si. Kaj vse drugega še počnem v tem času in pa nasploh, pa lahko najdete tudi na moji Facebook strani. Toliko za danes in lep pozdrav do naslednjič.